Bojan Krpevnik. Gasilke, gasilci Gasilske zveze Slovenske Konjice, predstavniki občine Slovenske Konjice ter predstavniki civilne zaščite Slovenske Konjice smo pripravljeni na praznovanje Dneva gasilca, Dneva solidarnosti v občini Slovenske Konjice. Prosimo za izvedbo, dovoljenje za izvedbo prireditve poročal namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, Dejan Markovšek, višji gasilski častnik. Hvala za poročanje. Imate dovoljenje za začetek. Razumete? Spoštovani vsi zbrani, tovariši in tovarišice gasilke, cenjeni gostje. Še enkrat vam izrekam dobrodošlico tukaj v Zbelovem na današnji 9. avgust, dan gasilca v občini Slovenske Konjice. Dovolite mi, da v naši sredini toplo pozdravim poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška. Prav tako poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Darka Ratajca. Člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednika regijskega sveta Celjske regije, tovariša Ivana Jezernika. Podžupana v začasnem upravljanju funkcije župana občine Slovenske Konjice, gospoda Primoža Pokliča. Regijskega poveljnika Gasilskih zvez Celjske regije, tovariša Bojana Krpevnika. Predstavnico Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izpostave Celje, gospo Barbaro Lipovec. Direktorico občinske uprave občine Slovenske Konjice, gospo Mojco Repnik. Duhovnika, gospoda Jožeta Brezovnika. Poveljnika civilne zaščite občine Slovenske Konjice, gospoda Branka Soviča. Poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hlasteca. Častnega predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Stanislava Hlasteca. Predsednika in poveljnika PGD Zbelovo, tovariša Jože Mavriča in Mitja Jelena. Predstavnika podjetja VIS, gospoda Aljaž Vigere. Goste z Hrvaške vatrogasne zajednice grada Zabok. Predstavnike Gasilskih zvez Celjske regije in sosednjih Gasilskih zvez Slovenska Bistrica in Žalec. Prejemnike najvišjega gasilskega priznanja Matevža Haceta in kipca gasilca, občinske svetnice in svetnike, predstavnike lokalne skupnosti in gospodarskega življa, gasilke in gasilce, občanke in občane, krajane in krajanke. Spoštovani vsi zbrani, tovariši in tovarišice gasilke, cenjeni gostje. Še enkrat vam izrekam dobrodošlico na današnji 9. avgust, dan gasilca v občini Slovenske Konjice. Zvok sirene nas je leto že 22. leto zapored, natančno ob 18. uri in 9 minut,
spomnil na hudo neurje s točo, ki je prizadelo širše območje Konjiškega tistega 9. avgusta 2004. Le nemočno smo takrat opazovali škodo, ki jo je napravila toča, ki je takrat rešetala strehe naših domov in neusmiljeno klestila vse, kar se je klestiti dalo. Tisti dan smo občani Slovenskih Konjic še posebej močno občutili, kaj pomeni solidarnost med ljudmi. Bili smo deležni nesebične pomoči naših gasilk in gasilcev, ki ste tedaj strnili vrste in z roko v roki pomagali pomoči potrebnim. Ta dan nas je povezal do te mere, da je bil 9. avgust razglašen za dan gasilca v občini Slovenske Konjice. Simbolizira duh solidarnosti, ki je takrat zavil po naši dolini in vsako leto se mu poklonimo na prav poseben način. In tudi letos bo tako. Zato na tem mestu k mikrofonu vabim predsednika PGD Zbelovo, tovariša Jožeta Mavriča. Spoštovani eminentni gostje, gasilke, gasilci, krajani, občani, podjetniki, lepo vas pozdravljam tukaj na Zbelovem. Jaz upam in verjamem, da boste od nas odšli z lepimi spomini in z lepimi trenutki, ki jih boste tukaj doživeli. Danes praznujemo 4-kratni praznik, vsaj za nas. Prvo, dan gasilca, drugič, dan solidarnosti, tretjič, blagoslov našega vozila, četrtič pa blagoslov vozila Gasilske zveze Slovenske Konjice. Zdaj, jaz se vprašam, kaj meni pomeni dan gasilca kot gasilcev. Prvo kot prvo, ko je že gospa omenila. To je en spomin, ki je pred 22 leti prišel nad naše kraje, uničil hiše, poljščine, tovarne, podjetja, javne uprave, naredil veliko škodo v našem kraju. Pa ne samo škodo na objekti, ki sem zdaj našteval, tudi škodo na duši. Marsikdo ni takrat imel denarja, da bi takoj popravil streho, da bi saniral škodo, ki je nastala pri tem dejanju. Marsikdo se je vprašal, kaj bom jaz lahko to popravil, ali bom imel dosti financ, ali bom lahko svoji družini priskrbel streho nad glavo. In veliko je bilo tudi ran na duši. Drugo je pa tudi opomin, kako majhni smo ljudje pred našo materjo naravo. Samo malo z repom zamiga, pa smo lahko brez vsega. Jaz bi se rad spomnil vseh tistih gasilk in gasilcev, ki so takrat odšli pomagati vsem ljudem, ki so bili potrebni pomoči. Pa jih danes tukaj med nami ni več, z minuto molka. Slava jim. Osredotočil na našo zgodovino, kako smo mi prišli do tega našega vozila, kako smo prišli do teh stvari in mogoče imam jaz v 25 listov sem si naredil govora, tako da boste kar en čas tule mene poslušali. 95 let je zgodovina našega društva in prvič bomo krstili cisterno pri nas. 2023 so bile volitve, takrat smo prevzeli vodenje našega društva, pa smo začeli študirati, seveda v letošnjem letu pridemo na vrsti za sofinanciranje našega novega vozila, kaj bomo vzeli, kaj bomo kupili, kaj bi bilo primerno za nas, za naš teren, za naše ljudi, za naša podjetja, da bomo to pravo vozilo nabavili. In smo začeli seveda študirati, gruntati. Na koncu smo odločili za vozilo GVC1. Seveda druga stopnja je bila, da gremo predračune iskati, zdaj druga ni. Začeli smo iskati predračune, 4, 5, 6 predračun smo dobili. Pa čisto po domačem povedano, se je kar fejst glava bolila. Taki predračuni so bili, da ni bilo za naš budžet, za naš predračun, da bi to skozi šlo.
In naš poveljnik Mitja Jelen je zohajno firmo Vis na Poljskem in njihov predstavnik Aljaš Migelej in smo vzpostavili stik, pa smo se z njim dobili, pa smo predstavili zadevo, kaj bi mi radi imeli, pa je po kakem mesecu nam poslal predračun, no, smo rekli, to pa bi že bilo za nas, ne, ampak vseeno, ko smo cifre zagledali, tudi ni šlo skozi, ne. Ja, kaj bomo naredili? Fehtat gremo denar, kam gremo fehtat denar? Konice, na občino, ne. In jaz se spomnim, 5. decembra 2024 je bil, seveda ob 9. uri zjutraj smo mogli tam biti, seveda smo se že prej naročili pri tajnici od gospoda župana Darka Ratajca, ne. In mi pridemo lepo tja, se usedemo, gospod župan takrat nas je pričakal, ampak jaz sem imel tako slabi občutek, sem imel, gospod župan je bil slabe volje. Tako da bi z levo nogo vstal ali pa da bi ga žena razjezila, da ima nekaj takega je bil občutek, ne. Rekel, fantje, kaj bi vi radi imeli, ja pa smo začeli malo tako se meniti, pa to, pa jaz sem začel govoriti, kaj bi radi imeli, kako kupujemo, kaj bi radi imeli, koliko bi to prišlo, ne. Ampak po enem času pogovora 10-15 minut je pa začel župan biti navdušen. In skočil mi je še v besedo naš poveljnik, Mitja mi je še malo pomagal, tako da smo začeli kar lepo sodelovati z županom in se je začel naš gospod župan navduševati na tem projektu. Ampak v enem določenem trenutku je rekel gospod Darko, fantje, koliko rabite? Jaz sem bil tako presenečen, da nisem mogel nič reči, pa je potem hitro skočil naš poveljnik Mitja, pa je rekel, tudi bi rabili, ne? Pa reče, gospod Darko je rekel, toliko, ne dam, malo manj vam bom dal, da bo po mojem. Pa reče cifro, pa sem bili kar zadovoljni, sem bili kar tiho, ne? Dali smo si roko, nobenega zapisnika nismo delali, nobenih overjen podpisa ni bilo, bila je beseda, pa roko smo si dali, nič druga ni bilo, nič druga, nobene druge zadeve ni bilo. Tako da, lani, ko se je pa začel potem potrjevati občinski proračun, pa smo videli, da smo res noter, da je župan držal besedo in na tem mestu bi rad eno stvar poudaril. Gospod Darko, ostanite tak mož, ko ste bili, ostanite tak poštenjak, pa tak mož beseda še v hramu demokracije. A hvala vam lepa in pa velik aplavz za vas, pa za občino Slovenske Konjice. Mi pridemo veseli domov, če sem vam prej omenil, da je bil 5. december, ne? Boste mogoče razmišljali, to je pa predvečer Miklavža, ne? In mi smo PGD Belovo za Miklavžo kar fajn darilo dobili, ne? Tako smo bili zelo veseli, tako da hvala Miklavž, pa hvala občini Slovenske Konjice. Pridemo domov, seveda smo bili veseli, zdaj pa bomo lahko nabavili tovornjak. Pa smo šli pogledati malo mere, kak je velik je tovornjak, kak je širok, pa to vse vete. In smo ugotovili eno stvar. Problem številka 2 smo imeli. Številka 1 smo rešili za financami, garaža pa premala. Ja nič, tudi to moramo rešiti, ne? Seveda smo potem začeli gruntati, kaj bi naredili, za kje bi naredili. In smo se odločili, da bomo v obstoječem skladišču sprazali vse vam, pa bomo povečali to, pa zrihtali, da bomo lahko tovornjak kar zaspravili. Seveda, kaj pravi stari slovenski pregovor? Najprej kravca, pol pa štalca, a pa obratno, ne? V glavnem, mi smo potem začeli kar 2025 z aktivnostmi z garažo in smo začeli letos potem rihtati garažo, ne? Aprila smo začeli, najprej smo mogli potrjeti nadstrešek, potem smo mogli vse razkriti in pridobiti material, pridobiti ljudi, da smo to lahko zrihtali, ne? Zdaj, veliko majstra imamo doma, ki pa tudi v društvu je veliko ljudi, ki so nam pomagali, ne? Najprej smo mogli zrihtati les. Les nam je razrezal naš krajan Vojko Rečnik, pa
les nam je daroval tudi naš krajan Janez Korenjak, ne. Krovska dela, oziroma da nam je rušt naredil, to pa je prevzel naš član Franci Valant. Franci Valant je prevzel delo, da je rušt naredil pa pokril. Seveda, ko smo to zrihtali, smo mogli še kleparska dela narediti, ne, in kleparska dela je potem prevzel Jože Pesjak iz Stranic, ki nam je vse to lepo žleve zrihtal, obrobe naštimo, da noter ne zamaka voda, ne. Naslednja poteza je bila, da smo mogli okne noter namontirati. Zato je pa prevzelo podjetje Šplajt okna in vrata, ki so nam darovali, pa tudi zmontirali vse noter okna, pa ne samo na garaži. Še menjali smo okna med garažo in med dvorano, tako da smo z enim udarcem ubili 2 muhe. Naslednja zadeva so bile vrate, garažne vrate, bilo treba malo zmontirati večje, da bo šel tovorjak noter, ne. In nekaj se tule pogovarjamo, pa reče naš krajan Rajko Pučnik, je rekel, to bom pa jaz naredil. In nam je zrihtal vrate, pa še zmontiral nam jih je noter, ne, tako da, hvala lepa. Naslednja zadeva je bila ureditev stropov. Ves material, ki je bil za strope, nam je donirala krajevna skupnost z Belovo. Potem je pa to moglo, to se zrihtati, da majstri to naredijo, knauf pa izolacijo, pa vse skupaj. In to zadevo je pa prevzel naš prijatelj iz Ostrožnega, Boris Zabukovšek. Boris Zabukovšek je prišel, je to zrihtal, naredil. Sicer mi nismo njemu nič dolžni, ker pred 18 letami nam je odpeljal iz našega Zbelovega krajanko, Šran ga ni plačal in zdaj je poravnal svoj račun. Tale Boris, si čuze. Naslednja zadeva je bila potem, da smo mogli vse to urediti notranjost, ne, se pravi malarijo, pa kitanje, pa to se strokovno reče pleskarska dela, ne. Zato je pa prevzel vse skupaj naš član Vojko Volavšek, svojo ekipo. Vojko je to zrihtal, s tem, da je še zelo mu pomagal Kohne Miran iz Lošečke vasi. On je tudi doniral veliko materijala, pa zvonanje stran fasade je obnovil, pa take stvari je naredil. Sport nam je tudi zrihtal, tako da hvala Bogu, da smo to vse lepo naredili. Potem je bilo treba pa narediti inštalacije še, ne, se pravi inštalacije, elektroinštalacije. Zato sta pa donirala material naš poveljnik Mitja Jelen in Iztok Ošina, ki je tudi doniral material, pa še vso inštalacijo nam naredil, ne, tako da luč ljeh sveti, da se vrati odpirajo. Naslednja zadeva je bila, da smo mogli narediti zunanjo stran smo mogli obleči v pločevino. Zato je pa potem bil odgovoren Besim Hajdaraj. On je vse z plehom oblekel zunanjo, tako da je zdaj lepi izgled naše garaže. Naslednja zadeva je bila pa pol, da smo mogli še, lipa je bila pred našim domom, ne. In ko smo to gledali, računali, nikakor nismo mogli s tovorjakom iz garaže on priti in veste, kaj je bilo? Ta lipa je bila posajena 25.6. leta 1991 in 25.6.2026 tudi padla. Žal bomo posadili drugo lipo, ampak zanes niso primerni temperature, bomo posadili drugo v spomin na to, da je ta lipa tukaj pri nas rasla. Seveda, pa smo pa mogli še izkop narediti za asfalt, da bomo tole asfaltirali in zato je pa prevzel Marijo in Slavko Geršek sta prevzela izkop, dovoz materijala, utrjevanje materijala, tako da je bilo to kar en teden dela, da smo to zrihtali in poredili, ne. Seveda, ne smem pozabiti našega osrednjega zbelovskega podjetja K.O. Lovec. K.O. Lovec nam stalno pomaga pri naših projektih. Ni važno, kaj je, kaj se dela, ko se dela. On je zmeraj priskočil na pomoč
strojimi, napravami, z svojimi strokovnimi izkušnjami, z raznimi elementi, skovidane vse zrihtajo pa naredijo, tako da vsak nekaj prispeva v ta košček mozaika. Na koncu bi se še pa rad zahvalil našemu prijatelju, ki je zaposlen na občini Slovenske Konjice, Igorju Stajnku, ki nam je svojimi nasveti zelo pomagal. Tako da vsem skupaj hvala lepa. Jaz bom rekel tak na koncu, ne? Če vas ne bi bilo, tudi tega dogodka danes ne bi bilo teh rezultatov, ne bi bilo krst našega vozila, ne bi bilo nove garaže, vi ste za to krivi, da je danes ta dogodek tukaj pri nas. In v mojem imenu, kakor tudi v imenu PGD Zbelovo, se vam iskreno zahvaljujem in vam kličem z veselskim pozdravom na pomoč. Sedaj pa k besedi vabim predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Paholeta. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, cenjeni visoki gostje, predstavniki lokalne skupnosti, dragi krajani z Belovga in vsi zavedni prijatelji gasilstva. Leto je naokoli in ponovno je prišel tisti dan v letu, ko ponosno razvijemo naša društvena praporja, si nadanemo svečane uniforme in z dvignjeno glavo stopimo skupaj. Dan gasilca v občini Slovenske Konjice ni navaden praznik. To ni le dan za združenje in veselje, ampak je dan globokega spoštovanja do tradicije, ki jo naši predniki gradijo že generacije, in dan iskrene hvaležnosti vam, ljudem, ki sestavljate nepremagljivo hrbtenico varnosti v naših krajih. Ko danes gledam to na gasilsko vrsto, vidim fante in dekleta, vidim izkušene veterane, ki so namotirali pot, in vidim mlade, ki z žarom v očeh prevzamejo naše poslanstvo. In prav ta preplet izkušenj, mladostne energije in neomajne želje pomagati sočloveku je tisto, kar gasilstvo ločuje od katerekoli druge organizacije. Sodobni čas pred nas predstavlja vedno večje in vedno bolj nepredvidljive izzive. Gasilstvo že zdavnaj ni več le gašenje požarov na stanovanjskih objektih. Danes smo prva linija obrambe ob naravnih nesrečah, ob hudih ujmah, poplavah in tehničnih intervencijah. Smo tisti, ki tečemo tja, odkoder vsi ostali bežijo. To zahteva človeka, ki je pripravljen sredi noči zapustiti toplo posteljo, pustiti nedokončano delo, praznovanje z družino ali trenutke počitka, ker je nekdo drug, pogosto popolno neznanec, v stiski. To je humanost v svoji najčistejši obliki. A samo veliko srce, pogum in vrhunska usposobljenost v današnjem času tehnološkega napredka niso več dovolj. Za uspešno reševanje življenj in premoženja, predvsem pa zato, da so naši operativci z intervencij vrnejo živi in zdravi, potrebujemo sodobno, varno in zanesljivo opremo. In z neizmernim ponosom lahko rečem, da si bomo letošnje leto v Gasilski zvezi Slovenske Konjice zapomnili z zlatimi črkami. Letos smo namreč naredili ogromen zgodovinski korak naprej pri posodobitvi naše opreme. Prva izjemna pridobitev, ki bo dvignila nivo vodenja in logistike na višji raven, je novo gasilsko vozilo GVZ-1. To vozilo za celotno zvezo pomeni boljšo koordinacijo, hitrejši odziv in večjo učinkovitost pri večjih zahtevniških intervencijah. Danes pa tukaj na Zbelovem s posebnim ponosom in polnim čustvom stojimo ob drugem tehničnem biseru, novem gasilskem vozilu s cisterno GVC-1. To ni le nov stroj v garaži PGD Zbelovga. To vozilo je nov, močan steber varnosti za vse krajane pod tem hribom in velika ukrepitev za celotno našo gasilsko zvezo. Ko je to vozilo prejšnji mesec prvič zapeljalo na naše območje, smo bili priča nečemu, kar me je kot predsednika zveze navdalo z nepobesljivim ponosom. Vsa preostala društva v naši gasilski zvezi so se zbrala, oboti, stopila skupaj s sirenami ter čudovitim vodnim slavolokom pospremili novi GVC-1, njegov novi dom. V tistih vodnih curkih in zvokih siren ni bilo niti trohice zavisti. Bila je le čista, iskrena radost in ponos nad uspehom svojih tovarišev. To, dragi moji,
je tisto pravo gasilstvo. To je dokaz, da nismo le skupina ločenih društev, ampak smo ena velika, trdna gasilska družina. Uspeh prostovoljnega gasilskega društva Zbelovo je uspeh celotne gasilske zveze Slovenske Konjice. In dokler bo med nami vladalo takšno tovarištvo, takšna medsebojna podpora in spoštovanje, se nam za prihodnost in varnost naših občanov ni treba bati. Projekt nabave takšnih vozil nikoli ni delo posameznika. Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem vodstvu občine na čelu z bivšim županom za razumevanje in finančno podporo vsem donatorjem, krajanom za vsak prispevan evro, ter seveda vsakemu članu prostovoljnega gasilskega društva Zbelovo in zveze, ki je v ta projekt vložil svoje prostovoljne ure, trud in neprespane noči. Drage zbelovske gasilke in gasilci, iskrene čestitke ob tej zgodovinski pridobitvi. Naj vam GVC1 odlično služi na vajah in naj bo vaše najmočnejše orodje takrat, ko bo narava pokazala svoje zobe. Vsem operativcem naši zvezi pa polagam na srce. Tehnika je vrhunska, a največji kapital naše zveze ste še vedno vi, vaša življenja in vaše zdravje. Zato vam želim, da vas vsako vozilo z vsake intervencije vedno varno in ponosno pripelje nazaj domov k vašim najdražjim. Hvala vam za vaš trud, za vaš čas, za vsak vaš na pomoč in za to, da delate naš svet varnejši in lepši. Čudovit dan gasilca vam želim, praznujte ga s ponosom in naj nas na vseh naših poteh še naprej čuva in spremlja naš zavetnik, Sveti Florjan. Na pomoč! Hvala tovarišu Paholetu. Za nekaj besed ob današnji priložnosti pa sedaj prosim podžupana v funkciji župana, gospoda Primoža Pokliča. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, cenjeni gostje, drage občanke in občane. Pred natanko 22 leti je naše kraje prizadela silovita neurje z vetrom in točo. V nekaj trenutkih so bile poškodovani številni objekti, avtomobili, vinogradi in druge površine. Narava je pokazala svojo moč, reševanje po dogodku pa je pokazalo moč naše skupnosti. Gasilci so se takrat znašli pred eno največjih intervencij na našem območju. Na pomoč so priskočila številna gasilska društva, gasilske zveze in občani. Pokazali ste, kaj pomeni solidarnost, povezanost in pripravljenost pomagati sočloveku. Zato 9. avgust v Slovenskih Konjicah ni le spomin na naravno nesrečo. Je dan, ko se spomnimo, kako močni smo, kadar stopimo skupaj. In prav zato vam danes v imenu občine Slovenske Konjice in v svojem imenu izrekam iskreno zahvalo. Hvala vsem gasilkam in gasilcem za vaš čas, znanje, pogum in požrtvovalnost. Ko zazvoni telefon, pustite svoje delo, prosti čas, družino, ter odidete pomagati nekomu, ki vas potrebuje. Hkrati pa tudi ogromno svojega prostega časa posvetite izobraževanjem in pripravam. Ob tem gre posebna zahvala tudi vašim družinam, partnerjem, otrokom, staršem in vsem, ki vas pri vašem poslanstvu podpirajo. Tudi brez njihovega razumevanja ne bi bilo tako močnega gasilstva. V občini Slovenske Konjice se dobro zavedamo pomena gasilstva. Zato skozi leta vlagamo v naša gasilska društva, v opremo, vozila, infrastrukturo in usposabljanja. Ta sredstva ne gledamo kot na strošek, ampak kot na naložbo v varnost naših ljudi, naše skupnosti in vas, gasilcev. In tako bo tudi v prihodnje. Občina Slovenske Konjice bo še naprej zanesljiv partner našim gasilskim društvom in gasilski zvezi Slovenske Konjice ter podpirala razvoj močnega in dobro opremljenega gasilstva. Drage gasilce in gasilci, 22 let po dogodku, za katerega smo se danes ob 18.09 ponovno zbrali, ostaja njegovo sporočilo enako. Ko pride nesreča, štejejo ljudje, šteje pripravljenost pomagati in šteje skupnost, ki zna stopiti skupaj. Hvala vam, ker ste eden najtrdnejših stebrov te skupnosti. Želim vam čim več prijetnih druženj, čim manj intervencij in predvsem, da se vsake varno vrnete domov. Ob dnevu gasilca, dnevu solidarnosti, vam iskreno čestitam in želim prijetno praznovanje. Hvala. Hvala podžupanu, danes pa je z nami tudi slavnostni govornik, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednik regijskega sveta Celjske regije, tovariš Ivan Jezernik.
ki ga prosim za nekaj besed ob današnjem dogodku. Spoštovana poslanca, spoštovani regijski poveljnik, spoštovana predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice in pa seveda spoštovani vsi ostali gostje, ki so bili danes predstavljeni, naj velja en lep pozdrav v mojem imenu in pa seveda v imenu Gasilske zveze Slovenije, kateri danes tudi predstavlja. Današnji praznik je seveda dogodek, ki se je še kako zapisal v spomin gasilstva na Celjskem. Namreč ta nesreča, ki se je zgodila pred 22 letim, je seveda pomenila eno prelomico tudi v obliki organiziranega gasilstva. Takrat se je prvič tudi celjska regija kot taka vključila množično v pomoč gasilstva. In takratno vodstvo Gasilske zveze Slovenske Konjice je precej pripomoglo k temu, da so ti dogodki postali tudi trajnostni. In Gasilska zveza Slovenije seveda nadaljuje s takšnim načinom vodenja pri vseh teh velikih intervencijah. Sami ste verjetno priča vseh teh velikih dogodkov, ki se dogajajo, predvsem požari v naravi v tem času in z lahkoto lahko prepoznate organiziranost slovenskega gasilstva. Prepoznali ste, na kakšen način se množično prihaja na takšne intervencije. Prepoznali ste zagotovo razliko iz leta 2022 na Krasu in pa danes. Vse to je seveda eno veliko dejanje, ki je plod dolgoletnega pravilnega vzpostavljanja in pa izobraževanja. Slovensko gasilstvo je seveda tudi množično prostovoljno. In vaš predsednik, torej predsednik Gasilskega društva Zbelo, je danes zelo slikovito predstavil, na kakšen način funkcionira prostovoljno gasilstvo. Od samega začetka pristopa k županu do končnega produkta. In to je en način, ki nam ga zagotovo zavidajo mnogi v Evropi in v svetu. Verjetno poznate, da je gasilstvo v Sloveniji z številko, glede na število prebivalstva, najbolj množično zasedeno kot prostovoljno gasilstvo. V tem mesecu smo, oziroma v mesecu juliju, smo imeli tudi en večji dogodek, pravzaprav največji dogodek v gasilsko-športnih disciplinah. Gasilska olimpijada. In slovenski gasilci so se tudi tega dogodka udeležili. Govorim to zaradi tega, ker tudi v preteklosti so ravno v Gasilski zvezi Slovenske Konjice izhajali znameniti bratje Hlastec, ki so zastopali vrsto let naše gasilstvo na gasilskih olimpijadah še prej v Jugoslaviji, potem pa v Sloveniji. In iz teh vrst tekmovalnega vzdušja zagotovo prihajajo tudi pravi prostovoljni gasilci. Vaš poveljnik Gasilske zveze in pa vaš častni poveljnik sta en od vzorov teh dogodkov, kako lahko skozi tekmovalni proces postane tudi pravi in močen gasilec. Tudi na tej zadnji gasilski olimpijadi, v kateri sem začel, smo imeli v ekipah skoraj zagotovo lahko trdim v vsaki ekipi od vseh 13, ki je bil predstavnik najmanj eden, če ne več, ki so bili v organih gasilskega društva, Gasilske zveze ali višje. Kar je priča, da je ta tekmovalni proces seveda zelo koristen tudi za prostovoljno gasilstvo. In rezultati seveda niso samo medalje. Vsi ti gasilci, ki so doživeli ta dogodek, lahko pričajo temu, da je to preprosto treba doživeti. In način prijateljstva, druženja, ki so ga počeli v takšnem dogodku, je zagotovo en od ključev v prostovoljnem delu v našem gasilstvu. Gasilci Gasilske zveze Slovenske Konjice, če se dotaknem iz vidika celjske regije, kateri predsedujem, zagotovo lahko trdim, da sedanje vodstvo opravlja svoje delo vrhunsko.
Predvsem sta tu tako predsednik, poveljnik in pa tajnik, ki so člani organov celjske regije, tisti, ki so vzor dela v gasilstvu. In v imenu celjske regije seveda iskrene čestitke vodstvu za tako dobro, odlično upravljeno delo. Predvsem pa me izjemno veseli, da ste ohranili to tradicijo o spoštovanju tega velikega dogodka, ki se je zgodil pred 22 leti in ga tudi nadaljujete. Da ste ta dogodek oplemenitili tudi z dvem velikim dejanjem prevzemo gasilskega vozila GVC-1 in pa GVC-1, ki je po moji oceni zagotovo vozilo, katero bi sodilo v vsako gasilsko društvo. Vozilo z primerno količino vode, z odlično opremo in z posadko. To gasilci resnično potrebujejo. Naj vam, spoštovani, izrečem iskrena hvala vsem tistim, ki ste kakorkoli prispevali k nabavi te čudovite tehnike, ki bo zagotovo služila vsem tem, kar si želimo napredku današnjega časa. Seveda iskrena hvala, kot je že bilo danes povedano, prejšnjemu županu, gospodu Ratajcu, katerega zelo dobro poznam že iz preteklosti in sem si zelo zapomnil eden od zadnjih dogodkov, ki smo da skupaj, da govori morajo biti kratki. In s tem, spoštovani, tudi zaključujem ta današnji govor. Iskrena hvala še enkrat vsem, vse dobro in pa gasilski pozdrav za pomoč. Hvala tovarišu Jezerniku. Svečanost, kot je današnja, je pravi trenutek za to, da se zahvalimo tistim, ki svoj prosti čas in srce v veliki meri poklanjate delovanju gasilstva Dravinjske doline, da izpostavimo pomembne jubileje in dosežke. Tako bomo v naslednjih minutah podelili plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice, zato prosim, da se mi na prizorišču pridružijo predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Tomaž Pahole, poveljnik civilne zaščite Slovenske Konjice Branko Sovič in podžupan v funkciji župana Primož Poklič, da skupaj podelijo plakete. Pa začnimo z bronastimi plaketami. Prejemniki bronaste plakete so Kristjan Arbajter, naslednji prejemnik bronaste plakete je Uroš Detiček. Naslednji prejemnik bronaste plakete je Srečko Ljubič. Zaključujemo pa za zlato plaketo in sicer njen prejemnik je Štefan Šretelj. Iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket Gasilske zveze Slovenske Konjice, hvala podeljevalcem, vsem skupaj pa seveda tudi mi želimo uspešno nadaljnje delo v vrstah gasilcev. Tako, ob današnjem 9. avgustu bomo blagoslovili vozili GVC-1 in GVZ-1, zato na prizorišče vabim Jožeta Brezovnika, da opravi blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami in s tvojim duhom. Zbrali smo se, da blagoslovimo in predamo svojemu namenu dva nova gasilska avtomobila. Že Sveto pismo nas uči, kako zelo je potrebna pomoč sočloveku.
Še posebej je potrebna pomoč takrat, ko se zgodi nesreča, ali je to požar, ali povoda, ali kakšna druga elementarna nesreča. Nesebična in hitra pomoč je vredna največ. In če ste primerno opremljeni, potem tudi lahko izvršujete svoje poslanstvo. Bodimo priče živega upanja kulture srčnosti in odgovornosti ter konkretnih dejanj ljubezni do bližnjega. Gasilke in gasilci ste nam lep zgled, da je potrebno vedno znova zapuščati pot osame in zaglednosti vase in stopiti v ples ljubezni, kajti samo tako na nov način doživimo radost bivanja. Tu smo se danes zbrali, da blagoslovimo ta dva avtomobila. Vrhunska tehnika, potrebna pa je srce, modrost in pridne roke gasilcev. In potem lahko rešujemo marsikakšno nevšečnost. Iz Evangelija po Janezu Jezus je rekel: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače, kakor po meni. Če so spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ga boste. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Zaupno se obrnimo k nebeškemu očetu, ter ga skupnih prošnjah prosimo. Daj, da bodo vsi ljudje spoznali svojo odgovornost drug do drugega. Prosimo te, usliši nas. Dobri oče, bodi milostljiv vsem žrtvam nesreč, nam pa daj dovolj moči, da jim bomo nesebično pomagali. Varuj nas pred ognjem in drugimi nesrečami, da bo naše življenje varno. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Florijana, zavetnika gasilcev, varuj vse pred nesrečami, gasilcem pa dajaj pomoč pri opravljanju njihovega dela. Prosimo te, usliši nas. Gospod, daj, da bo napredek znanosti in tehnike ljudem po blagoslov. Prosimo te, usliši nas. Gospod, daj, da bi ljudje drug drugega razumeli in si pomagali. Prosimo te, usliši nas. Povrni vsem rajnim gasilcem za njihovo požrtvovalno delo z večnim življenjem. Prosimo te, usliši nas. Priporočimo se tudi vsem svetnikom. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas. Sveti angeli varuhi, prosite za nas. Sveti Florijan, prosi za nas. Sveti Krištof, prosi za nas. Sveta brata Ciril in Metod, prosite za nas. Blažene Antoma in Slomšek, prosi za nas. S prošnjo, da Bog od nas odvrača vse hudo, vse nezgode, vse nesreče, zmolimo Gospodovo molitvo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in drug drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi ta dva nova gasilska avtomobila, ki jo danes izročamo svojemu namenu. Na naši gasilci in vsi ljudje, ki se bodo z njimi vozili, rastejo v pripravljenosti pomagati drug drugemu, posebej tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče ali kakšna druga preizkušnja. Tako bomo z združenimi močmi gradili kraljestvo Tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojedimo in živimo v miru na pomoč. Bogu hvala na pomoč. Tako, sedaj pa prosim podžupana v funkciji župana Primoža Pokliča za predajo ključev najprej poveljniku Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovarišu Avguštinu Hlastecu,
in nato še poveljniku PGD Zbelovo, tovarišu Mitji Jelenu. Tovariš Rok Kovšek, namestnik poveljnika PGD Zbelovo. Danes mi slovesno predajam ključe zgodovinskega vozila za PGD Zbelovo. Vozilo naj nas varno pripelje na intervencijo RGIS. Vozilo naj bilo primerno vzdrževano in očiščeno in naj nam ne bo ponos vsem krajanom in krajankom, da doživijo s protokolom in za sežigom avtomobila. Torej, Vojko Valavšek, Šretelj Primož, Črešnar Damjan, Bračko Andrej, Zabukovšek Boris, Jelen Mitja, Kovše Rok, Krivec Franci, Marzidovšek Istok, Razboršek Jože, Habjar Mitja, Kohne Miran, Šplajt Patrik, Joži Pesjak, Istok Ošina, Behovar Robert, Senič Nejc, Valant Franc, Šretelj Štefi, Korenap Peter, Bračko Slavko, Besim Hajdaraj, Igor Stajnko, Leon Kovše, Marjo in Slavko Geršak. Aplauz. Nadaljujemo z bronastimi botri. Torej, družina Kolar, Slavko in Martina Bračko, Andrej in Anja Bračko, Franci ter Manuel Krivec, Anton, Irena in Tonja Kolar, Jožica ter Franci Paj, kar vabljeni naprej, če slišite svoje ime, družina Marguč, Franc, Marjana in Jan, Ređo Hirkič, Maja Kuk, Jožica Patricija in Franc Valant, Tomaš Majšler, Rebernak Rajko, družina Šretelj, družina Rečnik, Pšeničnik Alojz in Janja, Ivan Kovačič, Fanika Vodovnik, Albert Korbar, Joži Pislav, Robi Keblič, Ivo Žnidar, Erika Sevšek, Gašper Jelenko in Melanie Lorenčič, Andrej Podkubovšek, Vlado ter Barbara Rebernak, Zdenko in Marija Marzidovšek, Simona Šretelj, Franc in Tilčka Šretelj, Primož Šretelj,
Jani in Irina Leskovar, Andreja ter Matjaž Lipovec, Slavko ter Zinka Mrzidovšek, Stanko in Gelca Bravc, družina Peček, Friderik Novak, Roman in Jožica Dacinger, Cvahte Alen, družina Hren Visenjak, Silvo ter Jožica Stupan, Bogdan ter Marjetka Leva, družina Dečar, PGD Tepanje, PGD Dražavas, kmetija Cvitar Strmšek, družina Rupnik, Simon ter Polona Keblič, Alenka Esih, Bogdana, Igor in Valentina Hribernik, družina Gorjub, Gril Marko, PGD Loče, Zvitorepka, veterinarska ambulanta DOO, Ekotip DOO, Okna Furman DOO, Veltrak DOO, Razvoj DOO Braslovče, Franc Hajdnik SP, Žan Zidanšek SP, Aleš Šmit, Avtoservis Jezovšek, Lopan Andrej, Kovačič Uroš, Škrinjar DOO, Jazbec Janko, Gic DOO, Balantič Boris, Kovše Branko, Robert in Tatjana Ganziti, Jože Razboršek, Miha Regoršek in družina Poš Rupnik. En velik aplavz. Sledijo srebrni botri. Tudi vabljeni, da kar pridete na prizorišče. Torej, družina Ošina, Kovše Leon, družina Kovše, Kovše Rok in Remic Tajda, Patrik in Nika Šplajt, Mitja Repič, Marjan Babič, Istok in Mihaela Mrzidovšek, Zvonko in Jelka Mrzidovšek, družina Korenak, Anton in Marjana Strašek, Šubic Klemen, Marjan Cenc SP, Marzi DOO, Matija Borovnik SP, Trunkl DOO, Brumec Silvo, Navare DOO, PGD Slovenske Konjice, KGZ Slovenske Konjice, Isokon DOO ter Eles DOO. En velik aplavz. Tako sledijo zlati botri. Joži Pesjak, Martin Boček, Ivan in Jelka Lovec, Petra ter Peter Kovše, Milena in Vojko Volavšek, Karli Peček, Mitja Jelen, Franc in Irina Štefanič, Leopold in Marija Rozman, Pegan CNC DOO, Kuhne DOO, PGD Dolga Gora, Štefan Kuhne SP, PGD Industrijske cone Konos, Korenjak Janez, Weiler Abrasives DOO, Ecofilter DOO,
Rdeči križ z Belovo, Lekarna Poljčane d.o.o., Nejc Kidrič SP, DVD Špičkovina iz Hrvaške, PGD Žiče, KS Sveti Jernej, Senčila Senica d.o.o., Dars d.o.o., Jože in Adrianka Mavrič ter Evast d.o.o. En velik aplavz. In za na konec še diamantni botri, in sicer Kohne Miran, KS z Belovo, Izletniška kmetija Krošelj in vinarstvo Krošelj, JKP Slovenske Konjice, Slavko in Marjo Geršak, Železnikar Mitja, Pučnik Rajko, Šplajt okna d.o.o., Oplast d.o.o., Kolovec d.o.o., Zavarovalnica Triglav, Veroden d.o.o. ter Občina Slovenske Konjice. En velik aplavz. Tako še enkrat največja zahvala vsem donatorjem, ki so pripomogli k nakupu vozila. Spoštovani gostje, s tem dejanjem zaključujemo današnji dan gasilca Občine Slovenske Konjice. Upam, da nas bo solidarnost povezovala tudi v prihodnje in glede na strnjene vrste, ki smo jim priča na današnji prireditvi, sem prepričana, da se nam občanom v prihodnje ni bati za našo varnost. Sedaj pa vas vse lepo vabim na prijetno druženje ter vam želim prijeten preostanek večera. In da ne pozabim, na pomoč do prihodnjega 9. avgusta. Srečno! Thank you.